Gospod premijer, očitno nimate sreče z novinarjem, ne? Ne v Sloveniji, ne na Finskem, pa me zdaj zanima, ali mislite, da so bili Finci zavedeni strani Slovenije, ali mislite, da tudi finski novinarji delujejo proti Sloveniji in kakšen ugled v bistvu je zdaj nastal, kajti tudi agencije tuje poročajo že o tem, nekako o tej vdaji, o škandalu in tako naprej, odstopajo pač predsedniki uprav na Finskem, ampak zdaj me zanima, kaj bo Slovenija potegnila iz te afere leta 2009, 10, 11, 12, 13, 15, kaj se bo zgodilo v prihodnje? Torej, kar se tiče novinarjev, sem zelo potrpežljiv, vi ste živ dokaz za to. Jaz sem zanadan, drugače, mislim, da ste fotograf, ki ste objavili največ specifičnih fotografij. Kdo bi rekel, da gospod Cvikl bere Ekspres? Zelo dobro. Je se vedno dobro, optimistično in dobro. Afera Patria me zanima obiski Fincev tudi v Sloveniji. Obiski Fincev v Sloveniji. In navajate pred vsemi vašimi kolegi, kaj piše noter. Pred vsemi vašimi kolegi navajate, kaj piše noter in nihče od njih ne more tega videti. Če imate ta dokument, prosim, prinesite ga po tem novinarski konferenci policiji, prinesite ga k meni, pa bom videl, kaj piše v njem. Prinesite ga k meni, če ga imate. Ampak, seveda, drugo vprašanje je, kako ste prišli do njega. Ne? Pa tega ne bi zdaj na tej tiskovni konferenci raziskovali. Politiki ponavadi imajo en libidinozen odnos do medijev. Zanima me tukaj, da je gospod Dragan Koš povedal, da so vpleteni ljudje, ki so zelo bližo vrha. Zdaj najbližje vrha je Urška Bačovnik, ravno vpletena v to. Ta drugi del bom preslišal. Kar se tiče izjav gospoda Kosa, opozarjam na to, da več poslušam. Po zakonih in ustavi v tej državi sprejemam samo odločitve in sem tudi za njih sam odgovoren. Če kršim zakone ali ustavo, tudi odgovarjam parlamentu. Najprej parlamentu. In preko parlamenta državljanov in ne predsednikov vlade. Predsednik vlade je prvi med ministri, kot rečejo temu v angleškem direktnem prevodu v slovenščino. Sužnji lastnik je bil dolžan zagotoviti svojemu sužnju streho nad glavo, hrano in možnost enostavne reprodukcije. 391 evrov plače v kmetijstvu in živilsko-prehranjevalni industriji ne zagotavlja možnosti razloževanja, kamoli zagotavlja normalno prehrano in normalne bivalne pogoje. Zelo dobro. Je se vedno dobro, optimistično in dobro. Če bo Bog dal in če bo vreme lepo, bo seveda ta izdelek še lepši in se bodo ljudje, ki tam kot slej radi vračali k nam in se z nami še naprej pogovarjali z zbranimi sredstvi. In tu naredim premor in povem, da sem pripravljen odgovoriti na vprašanje, če je. Komunikacija je šla tudi v slovenščini. Jaz mislim, da je ta publikacija namenjena našim gostom, ja. da je predvsem v angleščini. Mislim, da so pa sicer informacije o Dejskem forumu dostopne v slovenščini na naši spletni strani, tako da mislim, če imate kakšne težave, si lahko pomagate z elektronsko obliko. Zelo dobro. Je se vedno dobro, optimistično in dobro.